V Levakovi jami v Dolu pri Šutni so arheologi odkrili sledove občasne prazgodovinske poselitve. Poleg lončenine, značilne za 3. tisočletje pred našim štetjem, so tu odkrili še doslej najstarejši odkriti kovinski predmet v Posavju. To je ploščata sekirica, izdelana iz bakra, kakršne so se uporabljale v času prehoda iz bakrene v bronasto dobo. Sekirica je bila izdelana v enodelnem glinenem kalupu, uporabljala se je pa tako, da je bila nasajena na lesen držaj. Material, iz katerega je izdelana, je baker oziroma bron. Točno kateri material je, bodo pa pokazale analize predmeta. V rokah držim enega izmed predmetov, ki ga najbolj zelo redko opazite, saj je tako zelo skrit med predmeti razstave Burgen, Mestjan, Meščan, razstava, ki je umeščena pred Viteško dvorano, a izjemno poveden. Priča o tem, da so 21. aprila 1881 v naše območje na grad Reichenburg prišli menihi trapisti in da so s sabo iz Francije prinesli številne znanja in veščine in predvsem številne inovacije. Tako so od leta 1896 lahko naši predniki prvič okusili to odlično čokolado, ki je bila shranjena tudi v takih lepih škatlicah. Poleg tega pa so imeli tudi prvi vodovod, prvo elektrarno, prinesli so znanje in veščine povezane z vinogradništvom, se pravi prvi so znali delati peneče vino, škropili z modrogalico, streljali proti toči in še številne druge novosti uvajali. Ta sama škatlica pa je prišla v naš muzej leta 1984 in priča o tem, kako so v tej majhni vasi Križe na meji med občinami Brežice, Krško in Podsreda bili veseli oziroma častili, ohranili to škatlico, ki je bila izdana nekje med obema vojnama in tudi na ta način pokazali, da so bili deležni te odlične prve čokolade. Ob izkopavanjih antične opekarne v Veliki vasi pri Krškem so arheologi v pečeh odkrili večje število lončenih vodovodnih cevi. Cevi, ki so jih izdelovali na obrobju antičnega Neviodunuma, so po Savi z ladjami transportirali v večja mesta ob Savi. Cev, ki ima na sebi oznako SIS, je bila najverjetneje namenjena v Sisak, ki se mu je v antiki reklo Siscija. Iz enakih lončenih cevi je bil izdelan tudi Neviodunumski vodovod. Ta je bil približno 8 km dolg in je potekal od izvira pod Gorjanci preko vasi Brvi, Cerklje, Gorenja, Pirošica, Zasap in je napajal Neviodunum. Na stalni razstavi Posavje pod 9 zastavami je v 6. razstavnem prostoru predstavljen predmet, ki je bil v 60. in v 70. letih prejšnjega stoletja pravi tehnološka pridobitev za marsikatero družino. Tudi gledanje družinskih oddaj je bil pravi praznik za celotno družino, da ne govorimo o otrocih, ki so se najbolj veselili risank. Televizija, ki je na naši razstavi od leta 2015, je bila last Alfonza Vahčiča in njegove družine iz Cerkelj ob Krki. Televizijo pa so kupili med leti 1960 in 1965. Televizijski sprejemnik je Automatic Radio Industrija Zagreb tipa 220/2. V Zagrebu pa so take televizorje začeli izdelovati leta 1956. Naša televizija je črne barve, na 4 okroglih nogicah, ekran je pod steklom, na desni strani pa ima 10 gumbov, vsak je imel svojo funkcijo. Pri družini Vahčič so v 60. in v 70. letih prav preko tega televizijskega sprejemnika gledali oddaje takrat izjemno priljubljenega kuharskega mojstra in prve televizijske kuharske zvezde Ivana Ivačiča, ki je bil rojen prav v Posavju.